Tina, lansko leto ste postali svetovna podprvakinja v vašem športu, Pondokwanu. Kaj pomeni takšen naslov in kje ste ga osvojili? Lansko leto smo v Abu Dhabiju sem se udeležila svetovnega članskega prvenstva. Zaslužila, priborila sem si srebrno medaljo, ko sicer ni bila kako bi rekla, ko smo šli na to tekmo, ni bila želja, da dobim srebrno medaljo, ampak seveda zlato. Ampak ja, še vseeno sem zelo vesela, da sem sploh imela možnost predstavljati Slovenijo na takem velikem tekmovanju, zastopati slovenski kickboks. In pa ja, borbe so bile težke od prve do zadnje, kar je pričakovano na svetovnem prvenstvu, ker tja res pride elita borcev. Sem vseeno bila žalostna, da ni bila medalja take barve, kot sem jo hotela, ampak je vseeno sem zelo vesela in pa ponosna na tak lep dosežek. Kaj je zmanjkalo v finalu? Par točk, zelo do zadnje sekunde je bilo zelo na knap vse skupaj, ampak pa tiste zadnje 4 ali 5 sekunde, koliko je pa pač bilo odločilnih. Katera punca vas je pa premagala? Premagala me je Italijanka, ko sicer smo se že tudi velikokrat prej borila. Saj sem pričakovala težko borbo, ampak še vseeno malo sreče, malo bi se mogli vse druge stvari poklopiti. Pač na žalost to ni bilo na moji strani, je bilo na njeni, ampak dobro. Bojo še tekme, ko se bo pri meni poklopilo. Ko pa obrnilo, ne? Ja. Tina, kdaj ste pričeli sploh in kako ste zašli v Pondokwan? Začela sem zdaj smo 2026, bo že 20. leto teklo skoraj. Začela sem pa čisto spontano. V Zagorju je v klubu Pondokwan Zagorje treniral moj bratranec in sem čisto po slučaju pač probala. In mi je bilo fajn, takrat na začetku je vse to skupaj vodil Alojz Miklavčič, ko me je nekako potegnil to ekipo in tekmovalcev in tistih, ko smo delali forme in vse skupaj. Tako da takrat so bili tisti moji začetki, pa se je nekako sam stopnjeval, meni je bilo fajn, tekme so šle dobro. In uživam, še kar uživam v tem, tako da. Kaj je vaša prednost pri borbah? Moja prednost, to bi rekla, da tisti, ki me poznajo pa vejo, kako se borim, glede na mojo višino so prednost moje noge, tako da se bolj z nogam borim oziroma brcam, kot pa z rokam. Ampak probam malo kombinirati vse skupaj, zato ko je tudi šport šel tukaj naprej, da ne moreš samo z eno tehniko ali pa samo na en način zmagovati, tako da moraš malo kombinirati, moraš malo probavati stvari. Kaj so vaši največji uspehi? Definitivno članska svetovna prvakinja, mladinska svetovna prvakinja, srebrna medalja iz evropskih iger, bronasta medalja iz svetovnih iger, tudi medalje iz svetovnih in evropskih prvenstev, od srebrnih do bronastih. Večkratna zmagovalka teh pokalnih turnirjev ali pa grand champion teh odprtih kategorij. Kje vse nastopate? Povsod po Evropi, mogoče tudi bom kdaj šla v Ameriko probati. Bila sem tudi na teh svetovnih igrah borilnih športov v Savdski Arabiji, svetovne igre lani smo imeli na Kitajskem recimo, tako da nekako kar pokrivam celo Evropo, malo Azije še. Kaj vas pa privlači najbolj pri tem športu? Se mi zdi, da ta neka cela skupnost, ko je znotraj kickboksa, saj smo nasprotnice, se borimo druga proti drugi, so se pa tudi skozi ta vsa leta skovala neka taka prijateljstva, tudi možnosti, da se malo povežemo, če bi recimo kdo rabil za kakšne trening priprave ali pa tudi na te trening kempe, ko hodim, pa tudi ko učim. Ko to so bili včasih, ne vem, borci, ko
ko so mi bili za vzgled, zdaj pa ne vem, skupaj ali treniramo, ali smo skupaj v ekipi, ali me prosijo, če kak trening odvodim ali kakorkoli. Tako da se mi zdi, da ta cela neka skupnost je lepo je biti del tega, no, da nisi sam, ker pač je to posamični šport, nismo ekipa. Mislim, nimamo zdaj na tekmi, da bi bilo še od koga drugega odvisen, pač je na koncu odvisen od tebe, ampak še vseeno pa imaš ti za sabo celo vas, ko ti pomagajo, sploh pri treningih, od trenerja do sparing partnerjev, pa pač vseh, ko te pač podpirajo na tej poti. Kje pa recimo za vsakodnevno treniranje, verjetno trenirate bolj kot ne vsak dan, kje najdete sparing partnerje? Ja, treniram v bistvu 2-krat na dan večinoma, sploh zdaj, ko bo začetek sezone, ko bojo prve tekme, pa pol pred večjim prvenstvom, so tudi priprave bolj intenzivne, pa bolj usmerjene v samo pripravo na tekmovanje. Drugače pa treniram v Celju z Lariso Žagar-Slemenšek, še ena članica, ko v bistvu skupaj treniramo vsak dan. V Zagorju učim otroke, nažalost nimam glih nobenega, tako da bi si lahko malo pomagala z njim. Tako da ja, sem kar v Celju, tudi z trenerjem Urošem Bernardom že več let sodelujemo in se mi zdi, da se zelo lepo ujamem tudi v njihovi ekipi, tudi sodelujemo zdaj že kar nekaj let in mi je fajn, no. Saj je res, da je naporen, sam pa ko pa malo pogledaš rezultate pa napredek, pa se splača. Kaj pa sicer počnete v življenju? Drugače študiram, zaključujem magisterij vrstoslovja, tako da to pa treniram. Ja. Z Zasavjem ste močno povezani, živite v Zagorju, ne? Srednja šola je bila v Trbovljah. Ja, živim sicer v Kisovcu, ampak ja, šola Kisovec, Zagorje. To je pa velika razlika. Ja, osnovno šolo sem drugače v Zagorje hodila, srednjo šolo pa pol gimnazija Trbovlje na športnem oddelku, tako da, kar je pa tudi bilo super, da sem lahko usklajevala in šport in šolo, no. Kaj vam pomeni Zasavje? Tako? Ja, nekaj domačega, nekaj fajnega. Po eni strani je, kakor veliko hodim ven iz Zasavja, da tako rečem, ali na treninge, priprave, tekme, vse to, je pa tudi fajn, ko prijem nazaj, ko imam kak vikend, lepo frej, pa gremo lahko malo okoli, pa se malo s prijatelji dobimo. Hvala lepa in še veliko uspehov. Najlepša hvala.